imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Na začetku vas prav vse lepo pozdravljam tukaj na Vranjih Pečinah, na kraju, kjer je ljubezen zmagala nad sovraštvom, na kraju, kjer je življenje premagalo smrt in na ta način tudi nas vse napolnjuje z upanjem, da se naše življenje ne bo končalo s smrtjo, ampak da je prav vsakem od nas že usajeno seme večnosti in neminljivosti. Lepo pozdravljam tudi gospoda župana z družino, ki se nam je pridružil pri tej sveti maši, in seveda vas vse, ki ste poromali sem na Vranje Pečine, da bi obudili spomin na pokojnega zaplaninskega župnika Jožefa Geuhelija, ki je tukaj zaključil svoje zemeljsko življenje in je svojo smrtjo, svojim mučeništvom, njegovo življenje postalo seme našemu življenju. Njegova smrt ni bila zaman, njegovo trpljenje, njegovo mučeništvo, ki ga je preživel v težkih časih vojne, zagotovo spremlja zaplaninsko župnijo in tudi življenje nas vseh, da bi tudi danes se zavedali tega velikega daru, te velike vere in zaupanja v Boga, ki so ga v tistih težkih časih premogli marsikateri domačini in ki tudi nam govori danes, da se splača ustrajati, da se splača iti tudi proti toku, da se splača ostati zvest sam sebi in Bogu, saj je to tisto, kar je pravzaprav največ pomembno v našem življenju. Vsaka sveta maša je daritev Božjega Sina za nas vse. Tako kot je župnik Geuhelij daroval svoje življenje za svoje župljane, tudi za nas, ki smo toliko let po njegovi smrti tukaj zbrani, tako se tudi Jezus vsak dan znova pri sveti maši daruje, da bi v moči te daritve, v moči te milosti, ki nam jih naklanja daritev svete maše, tudi mi zmogli živeti v življenju, v kakršnem smo, tudi v današnjih stiskah, v današnjih preizkušnjah, saj vemo, da je Bog tisti, ki je pravi zaključek našega življenja in ne smrt. Zato na začetku tudi sami poglejmo v svoja srca, poglejmo vse tisto, kar nosimo sami s seboj, obžalujmo vse svoje grehe, obžalujmo vse tisto, kar nas loči od Boga in od njegove neskončne ljubezni in prosimo Božjega usmiljenja, da bomo uredno obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu In vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
на вишавах. Gospod Bog nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorođeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog jagnje Božje Sin očitov, Ti odjavlješ grihe sveta, usmili se nas, Ti odjavlješ grihe sveta, spremi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očitovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Usmiljeni Oče, posinovil Sina, Sin rešil, v svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino. Saj verujemo v Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.